Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Včeraj smo sedeli na 22. redni seji mestnega sveta, seveda največ pozornosti so požele kadrovske zadeve. Tokrat najprej smo obravnavali predlog direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske za razrešitev direktorice zdravstvenega doma Kranj. Mestni svet je soglašal, da se ta točka zapre za javnost, zato tudi jaz v vsebini same razprave ne morem govoriti. Lahko pa povem, da je mestni svet soglasno sprejel sklep, da s tem predlogom ne soglaša. Tako da druga zadeva, ki seveda tudi ogromno pozornosti požela, pa je bilo imenovanje novega direktorja Prešernovega gledališča Kranj za mandatno obdobje naslednjih 5 let, kjer je bil potrjen Rok Bozovičar za novega direktorja. Kot veste, je sicer razpisna komisija dala kot najprimernejšo kandidatko Nušo Ekar. Svet zavoda, strokovni svet gledališča sta podali drugačni mnenji, potem pa je na predlog komisije za volitve in imenovanja, ki je predlagala za direktorja Roka Bozovičarja, potem bilo glasovanje za ta predlog in so svetniki ta predlog potrdili. Moram reči, da si želim mu dobro delo, v dobro seveda gledališča, celotne kranjske kulture in seveda tudi naših obiskovalcev, da bo dober direktor gledališča, seveda ima Prešernovo gledališče vso podporo mestne občine Kranj, to smo že včeraj tudi na seji povedali, in ker je pravzaprav srce kranjske kulture, tako bo seveda tudi ostalo. Kljub razpisu za direktorja obstoj gledališča nikoli ni bil ogrožen in mi smo lani namenili gledališču 1,8 milijona evrov, Ministrstvo za kulturo je temu dodalo nekaj manj kot 400 tisočakov in seveda smo dolžni zagotavljati najnujnejše in najboljše pogoje za nadaljevanje uspešnega dela. Tako da jaz si res želim in mu želim dobro vodenje gledališča, veliko uspeha in pa predvsem sem pa vesela, da se je zdaj nehala pravzaprav ta drama z imenovanjem tega direktorja in da se bomo posvetili lahko samo še dobrim predstavam v gledališču naprej. Tako da to so bile kadrovske zadeve, najbolj pomembne kadrovske zadeve. Drugo so bile premoženjske zadeve, ki so tudi zelo pomembne seveda, in smo svetnice in svetniki dali želeno luč za odkup dela stavbe na Tavčarjevi ulici, kjer trenutno se najemajo pisarne za Zavod in turizem in kulturo Kranj, zdaj pa gremo v odkup teh prostorov. Prav tako bomo lahko odkupili zemljišče za vodohram Jamnik in pa zemljišča za ureditev križišča na avtobusne postaje v Žabnici. Tukaj gre kar za 200 tisoč evrov, ki bodo namenjena seveda za odkup vseh zemljišč za ureditev tega križišča. Največ sredstev pa bo potrebno nameniti za odkup zemljišča okoli bivše trgovske šole, kjer pa bo jeseni, to smo že večkrat komunicirali, zaživela nova enota osnovne šole Jakoba Aljaža. Sem zelo vesela, da gre obnova te bivše trgovske šole že proti koncu in da bodo v njej v septembru v njo zakorakali prvošolčki in drugošolčki. Tudi sami prostori bodo prilagojeni tej starostni skupini, kot tudi v nadaljevanju urejeno igrišče zunanje. In torej gre za ločeno enoto osnovne šole Jakoba Aljaža in s tem namenom smo tudi sprejeli osnutek odloka o ustanovitvi osnovne šole Jakoba Aljaža, predlog pa bo obravnavan potem na junijski seji. Nekaj zadev, kar se tiče odloka, moramo še uskladiti tudi z ministrstvom. Potem smo se ukvarjali tudi s parkirnimi conami, dodali smo v cone še 2 novi parkirišči, ki smo jih v preteklem letu odredili pod Joštom. Smo pa seveda prisluhnili tudi pozivom in prošnjam prebivalcev na Župančičevi ulici. Tam smo uvedli cono, vendar samo za lihi del Župančičeve ulice. Zdaj v bistvu s to spremembo pa bodo do dovolilnic upravičeni tudi tisti stanovalci na vzhodni strani te ulice, to so sode številke
In tako da sem vesela, no, da se bo tudi ta zadeva rešila. So pa stanovalci izredno zadovoljni z novo ureditvijo tega parkirišča. Pa dodatno se ureja tudi parkirne cone na območju Likozarjeve ulice, med cesto Talcev in cesto Rudija Šelige. Tam je bilo pravzaprav določena cona 2, ki jo dajemo v cono 3, namreč za cono 2 ni potrebe, saj tisti stanovalci, ki živijo v enostanovanjskih hišah, ne potrebujejo teh parkirišč, ampak so potrebne za stanovalce več stanovanjskih stavb na Likozarjevi ulici, tako da v krajevni skupnosti Bratov Smuk, tako da to je povsem življenjska sprememba. Potem smo imeli na seji tudi sprejem novih cen za čiščenje odpadnih voda in greznic. Res je, da takoj, ko slišimo nove cene, takoj zastrižemo z ušesi in da se zopet govorimo o podražitvah. Tokrat ne gre za hude spremembe. S 1. julijem bo cena s poračunom za občane celo nekoliko nižja, kot recimo, če navedemo primer enega gospodinjstva, ki je priključeno na kanalizacijsko omrežje in mesečno porabi 16 kubikov metrov vode. Tako gospodinjstvo je do sedaj plačevalo 16,61 evra, po novem pa bo formalna cena za tak priključek 16,94 evra, s poračunom pa 16,25 evra, se pravi nižja cena, ne, z julijem. Tako da potem smo potrdili tudi svetnice in svetniki trajnostno urbano strategijo občine. Šlo je za dolgotrajen in izredno vključujoč proces priprave te strategije z številnimi interesnimi skupinami, občani, javnimi razpravami, strokovnimi srečanji in smo dobili pomemben razvojni dokument, ki nekako določa smer kranjske občine v naslednjih 10, mogoče celo več letih. Gre pa za zelo obsežen dokument, preko 30 ukrepov pa 500 projektov. Tako da pomemben dokument in mislim, da vsak občan bi našel marsikaj zanimivega v tem dokumentu. Govora je bilo kar precej tudi na seji glede varnosti, namreč obravnavali smo varnostno poročilo. Na kratko pa, če povzamemo, so varnostne razmere v Kranju dobre in stabilne. To poročajo in kažejo podatki tako redarstva, policije, gasilcev, civilne zaščite, CSD, zdravstvenega doma. Opažamo pa težave v prometu, nesreče še vedno preveč, zato je pomembno, da delamo v 2 smerih. Eno je preventiva, predvsem delo z mladimi, drugo pa seveda mogoče manj priljubljeno, pa kaznovanje zaradi previsokih hitrosti, kjer pa opažamo, da žal ponekod samo taki ukrepi zaležejo. Tako da potem smo se seznanili tudi z delom nadzornega odbora, ki nadzira naše finance, poslovanje, javne razpise, proračun in so bili kar zadovoljni, moram reči, z sodelovanjem z upravo in ostalimi službami. So povedali, da je profesionalno in korektno. Nekaj je bilo priporočil in opozoril in to smo tudi upoštevali. To je to, kar je bilo točk dnevnega reda. Še kakšno vprašanje? Mogoče samo en komentarček za Kranj zdaj pa OZG. A bo možnost to sodelovanje zdaj naprej? Mi si zelo tega želimo. Glasovanje soglasno je pač pokazalo, da ocenjujemo delo direktorice kot dobro in najbolj od vsega si želimo to, da bi bilo sodelovanje seveda z OZG dobro, da bi se razrešila ta nesoglasja, ki so, in ker to je vedno, v bistvu to je pomembno za dobro občanov, na koncu tisti, ki koristijo storitve zdravstvenega doma Kranj, in to bi bilo samo njihovo dobro, tako da se to razreši. Ali boste na kakšen sestanek pozvali mogoče? Seveda, mi se stalno pogovarjamo z obema stranima, skušamo pomirjati zadeve, na koncu pa veste, da je na 2 partnerjih, da se v tem, da se pomirita pa. Se to sploh ni iskrenost, kaj to tudi župan je včeraj povedal, da so bo za posvetniki naložili, da pokliče oba akterja k sebi v pisarno. Da so bili eni namigi ta proceduralna napaka, a je bila ali ne pri imenovanju direktorja gledališča?
Ne, ni šlo za napako. Tako da tukaj v bistvu mi smo le upoštevali statut, ki pravi, da lahko kadrovska komisija da svoj predlog direktorja. Tako da župan je upošteval torej oceno razpisne komisije, komisija mestnega sveta za kadrovske zadeve in imenovanja, upam, da sem prav povedala, pa lahko poda svoj predlog in ga tudi potem da v sprejem mestnemu svetu. V tem primeru se tudi preglasuje o tem predlogu.